Dober dan, dobrodošli na popoldnevu s 4 črnimi mravljicami. Jaz mislim, da pravzaprav vsi, ki ste tukaj danes, da Anjo Štefan kar dobro poznate. To našo pesnico, pisateljico in tudi pripovedovalko. V rokah držim knjigo 4 črne mravljice in po svoje me zelo veseli, da ste pač v glavnem kar taki že mladi in odrasli in nekaj tudi otrok. Namreč to je njena prva knjiga, ki jo je napisala ne za otroke in njihove odrasle, ampak za malo starejše mlade ljudi in odrasle. To je zbirka takih kratkih zgodbic, takih miselnih utrinkov vsakdanjega življenja, razmislekov in hkrati bi lahko rekli, da je to ena poezija v prozi. Zdaj, Anje ne bom predstavljala prav na dolgo, ker se mi zdi pomembno, da se kar potopimo v te 4 črne mravljice. Zdaj, v temle prostoru je tako, da je treba kar na glas govoriti, ker je kar precej hrupa, ampak jaz mislim, da nam bo ob teh zgodbah kljub temu lepo. Bi pa povedala še predno, dam Anji besedo, 2 stvari. Ena je ta, ne vem, če veste, da je Anja Štefan letos prejela Prešernovo nagrado za svoje delo. In to je pravzaprav prva nagrada nekemu knjižnemu ustvarjalcu, ki je do sedaj, takrat te knjige še ni bilo, ta knjiga je šla junija, ona je pa dobila nagrado seveda na Prešernov dan, za ustvarjanje samo za otroke in mladino. Tako da na to smo vsi zelo ponosni, namreč to je tudi nagrada področju ustvarjanja za otroke in mladino. Vsi pa vemo, da tukaj se vse začne. Ljubezen do branja, do lepih podob se začne takrat, ko smo še čisto mičkani. No in ko sem omenila zdaj podobe, na teh 2 ekranih boste videli nekaj ilustracij Tomaža Lavriča. Ne vem, če njega poznate, ampak tudi on je Prešernov nagrajenec. Starejši, mogoče kdo od vas pozna njegovo diarejo. In on ne ilustrira prav rad, ampak ko je te zgodbe prebral, je pa rekel, ja, glede na to, da želite, da so ilustracije črno-bele, potem sem pa takoj za. No, in ne samo to, nekaj vam lahko še povem, da ko je to ilustriral, strašno hiter je bil, skoraj vsako zgodbo je ilustriral, oziroma čisto vsako je, skoraj da je ga to tako navdušilo, da je še sam napisal pesmi in bo potem kmalu v naslednjem letu izšla še njegova knjiga. Tako, zdaj pa jaz mislim, da lahko predam besedo kar tebi, Anja, in mislim, da nam bo zdaj lepo. Hvala. Dober dan. Vesela sem, da ste prišli, vesela, da smo skupaj. Hkrati bi nam zelo privoščila kakšen tak bolj miren prostor, kjer bi se malo bolj v miru pogledali in slišali, ampak imamo, kar imamo. Ker vidim vmes 3 majhne punčke in ker ne vem, če bodo te punčke v tem rompompomu lahko dolgo zdržale, bom naredila tako, da bom najprej povedala 3 pesmice, ki niso iz črnih mravljic. In potem, če bo vsega preveč, boste šle na sprehod, aj prav? No, tako, potem gremo... Aha, potem se pa lahko srečamo na 4 oči po tem dogodku tam na štantu mladinske knjige. Torej, prva pesmica. Iščemo hišico z eno kamnito stopničko do vrat, z majhnimi okenci, starim balkončkom, majhno kot kajžico, lepo kot grad. Iščemo hišico v čudežnem kraju, kjer se godijo le lepe reči, kjer na podstrešju se skrivajo zgodbe, v vrtu za hišo pa sadje zori. In če bi našli še prave sosede, same prijazne in dobre ljudi, potlej gotovo bi srečno živeli naše 3 muce in kuža in mi. To je bila prva pesmica. Zdaj pa ena taka za dober dan. Ta gre pa tako.
Že od jutra si prepevam, vem, da bo prekrasen dan. Vse mi teče kot po maslu, veter piha v pravo stran. Nisem sončece, a sijem, nisem ptička, a letim. Kam me nese? Prav me nese, nos imam, pa grem za njim. Mi je kakšno zrno sreče padlo v čevelj ali žep. Kamorkoli se obrnem, svet je velik, svet je lep. Kajti danes sem kot sonce, danes poje mi korak. Kdo je pihnil, pihnil, pihnil dobro voljo skozi zrak. In še tretja pesmica. Minuto po 12, ko vse je tiho v hiši, iz luknje se prikrade 9 pogumnih miši. In zlezejo na pručko in s pručke na polico in naši stari mami odnesejo potico. A preden vse izgine, domisli se golazen, pustimo majhno pismo, da krožnik ne bo prazen. In res so zapisale, lepo je v vaši hiši. Prisrčno vas pozdravlja 9 pogumnih miši. Zdaj skočim pa med mravljice. Pravzaprav sem prej narobe povedala. Narobe sem povedala zato, ker sem rekla, da bodo pesmice samo 3, ampak si nisem mogla kaj, da ne bi v tale svoj mini recitalček tu in tam potaknila še kakšne, ki ni iz te knjige. In z eno tako že začnem. Mravljica čez mravljico stiska se pri peči. Čakajo na pravljico, ena sede k peči, naj pred vrati poka led, naj pritiska mraz, pravljica za pravljico pada v zimski čas. In zdaj bojo padale. Tako rada imam jutra, je rekla prva črna mravljica. Za vse so najbolj prava. Za sprehode, telovadbo, branje, slikanje, pisanje in za vrt. Skratka, za vse. Ampak vse ne gre. Ne vem, kako naj jih podaljšam. Res problem, je rekla druga. Špičast, ne o krogu, je dodala tretja. A mogoče imam rešitev zate, je pripomnila četrta. Glej, kdor ima preveč idej, naj vstaja malo prej. V tej knjigi 4 črne mravljice je večina zgodb novih, ampak par, 7, jih je izšlo pa že pred leti v eni drobni knjižici v Čebelici in ker so nama z urednico tako ljube, si nisva mogli kaj, da jih nisva dali zraven. Še posebno zato, ker tista knjiga, kot kaže, pač v taki obliki ne bo več ponatisnjena. Tako da Medved. Ta je ena od mojih najljubših. Nastala je pa, ko sem imela pisarnico še v eni kleti, zeblo me je, tako me je zeblo. Samo enih 13 stopinj je bilo, v snežkah sem bila, v bundi in potem mi kapne tale medved. Sem ga še zdaj vesela. 4 črne mravljice so si želele, da bi srečale medveda. Na planem niso imele sreče, pa so sklenile, da zlezejo v njegov brlog. No, zlezle so v brlog, a notri, tu je pa zelo temno, je rekla prva. Tu nekdo močno smrči, je rekla druga. Nekam ostro mi diši, je rekla tretja. Zrak je res pošteno gost,
je dodala četrta. In so sklenile. Če se ob pravem času ustaviš in obrneš, potem je to modrost. Kako? Ste srečale medveda? So jih spraševali, ko so se vračale proti domu. Medveda ne, so rekle 4 črne mravljice. Srečale smo pamet. Štiri črne mravljice so hodile skozi gozd, kar še zmeraj. Ko je na vsem lepem prva rekla: če bi imela samo 2 nogi, potem bi šla v plesni tečaj. Zakaj ne greš vseeno, so vprašale druge 3. Ne vem. Nekoč je nekdo rekel, da sem kot poleno, da je plesati z mano zapleteno in sploh je teh nesrečnih nog preveč. To mi ni všeč, je rekla tista najbolj črna. Brez potrebe se držiš nazaj, zaplešimo, kar tukaj in kar zdaj. Zažvižkale so si in si zapele. Kako lahkoten je postal korak. Drobile so okrog dreves in mlak in vmes je ena za vse 4 rekla: rada imam veselje, ki se kar zgodi, ki greje sproti in še mnogo dni. Smo 4 črne mravljice in nič nas ne ustavi, ko misel na veselo pot zapleše nam po glavi. Zato naprej nikjer ni mej za naš zavzet kvartet. Hej, 4 črne mravljice se znamo dobro imet. Smo 4 črne mravljice, smo majhne, a od sile bi rade ta prečudni svet na bolje spremenile. Kipimo od zagnanosti, poguma in idej. Če ni poti, jo najdemo, če je, gremo po njej. Štiri črne mravljice je spreletelo. Ustavimo svet. Že, ampak kako? Lepo, lezimo v travo in glejmo v nebo. Legle so v travo in zrle v nebo, malo so pele in malo molčale. In svet se je ustavil. Čisto mirno je zadihal in si odpočil. Še nikoli nisem posadila nobenega drevesa, je rekla prva črna mravljica. Jaz tudi ne. In jaz. Ampak ali bi ga sploh lahko? Drevo ni majhna reč, bi to sploh šlo? Bi in bo, so rekle in začele. Vzele so lopate in prijele želod, iz katerega je komaj lezel kalček. Še malček in še malček so sopihale, ko so kopale. Dale so ga v jamico, zagreble in zalile. Takole so pribile, zdaj bo tu drevo. Vsako leto bo zelenelo in naše delo nas bo preživelo.
Deževalo je in 4 črne mravljice so molčale. Po travah so tekle kaplje, one pa so ždele pod lapuhom in gledale v dež. Včasih se malo bojim, je na vsem lepem rekla prva. Česa? So vprašale druge 3. Da vas mogoče ne izgubim. Ljubi Bog, kaj ti ne pade na pamet, le kako bi nas lahko izgubila? Ne vem, samo tako, da nas ne bi slučajno kaj neslo narazen. Potem bi bil svet tako zoprno prazen, ves mrzel in pust. Kaj ti ne pride iz ust? Odkot te začarane misli? Včasih so dnevi tako grdo kisli. Včasih sedim in se vsega bojim. Naenkrat še tega, da vas ne zgubim, v srčku me tišči in v glavi. Vem, kako se tako reč ustavi, je rekla druga črna mravljica in tisto prvo močno objela. Še 3. in 4. sta se stisnili k njej. Vidiš, so rekle, če se stisnemo tesno, potem tesnoba gre. To je vse. Danes sem opazovala muflone, je rekla prva črna mravljica. In so jo vprašale druge 3. Zelo so plašni. Tako zelo previden moraš biti, če jim hočeš priti blizu. En sam preglasen korak in že pobegnejo. So pa lepi. Vedno, ko se jim približam, mi je milo. Že od nekdaj jo je vlekla skrivnostna, težko dosegljiva lepota. Pomolčala je, potem pa nadaljevala, kot bi ji misli preskočile v drug krogotok. Tudi med nami so mufloni. Kako to misliš? So taki, ki se bojijo bližine, ki vedno znova pobegnejo. Le previdno in oddaleč lahko tipaš proti njim. Včasih niti to ne, včasih le stojiš in opazuješ in je bolje, da se ne premakneš in ne rečeš nič. Čim jih kaj prestraši, spet odskočijo. Stran ali vase, oboje je težko. Druge 3 so jo pozorno obstopile. Razumele so, čeprav morda ne čisto jasno. Govoriš, kot da poznaš, je potipala ena in prva je prikimala. Poznam. Vem, kako se pazi na besede in korake. Vem, kako počasi se celi nikoli izrečena zgodnja ranjenost. Biti, zrelo biti, ne uiti, to prinesti v odnos. Potem si laže z drugim, laže zidaš skupnost. Potem si marsičemu laže kos. Je zategnila prva črna mravljica in na mizo položila paketek v zelenem papirju. Nerodno sem ga zavila. Je pa zato na njem trakec, je rekla druga, in pentljica, je dodala 3. 4. je gledala z velikimi očmi in z veselim nasmehom. Lepo je dobiti darilo. Lepo ga je odviti, se ga veseliti in vedeti, da se imaš na koga nasloniti.
Tako rada bi nosila uhane, je rekla prva črna mravljica. Potem jih nosi. Ampak kako, če nimam ušes? A ja, saj res, to je pa malo nerodno. Nič, potem bomo uhane nosile bolj svobodno. Kdor gleda z vso širino srca, ta ne pozna meja. Vzele so uhane in si jih pripele na klobuk, ovratnik in na krilo. In so jih nosile, dokler jih ni minilo. Ti si nekaj tako lepega, je rekla prva črna mravljica in druga se je nasmehnila. Hvala, je odgovorila. Sprejmem, z veseljem. Končno sem se tega naučila. Včasih sem se iz nerodnosti branila, ne, sem govorila, kaj pa tveziš. Zdaj pa vem, kako sprejeti kompliment. S hvala in z nasmehom, ki povrne naklonjenost. Rada pijem žitno kavo, je rekla prva črna mravljica. Prav tekne mi, rada se zalijem z njo, tako. Nagnila je skodelico, popila in se obliznila. Bio? A druge tri so odkimale. Ne, so rekle, ko bi bila prava, z veseljem, tako pa... Ampak, saj je moja najbolj prava kava. Kaj je pravo in kaj ne, to meri vsak po svoje. Moja prava kava je iz proje. Zdaj, še ena kuharska. Včeraj sem skuhala zelo nenavadno mineštro in nikomur ni bila všeč. In ostala je za danes. In ko sem prišla domov, utrujena in lačna, sem sedla k njej in jo pojedla. Sem rekla, krasno, ravno prav, tekne brez vsakih izboljšav. Čez zaliv se je razlil francoski šanson in 4 črne mravljice so umolknile. Neka ženska je pela, zelo zares, da bo karkoli pride, pač uspela priti čez. Imeti v glasu tak pogum, je rekla prva. Biti v glasu tako scela, je dodala druga. Ko dotakniti se neba in zemlje hkrati, je rekla tretja, četrta pa je le potiho pomislila. Naj se ju dotaknem tudi jaz, hkrati zemlje in neba. Naj sem tu in diham celih pljuč. Naj je v tem, kar delam, luč. Štiri črne mravljice so ležale v travi in gledale v luno. Danes je luna kot velik zlatnik. Res velik in zelo, zelo zlat. Ko bi ga mogle pobrati, potem bi kupile letečo preprogo, na njej bi ležale in zrle v nebo in šle bi lahko za 9. goro. Sej lahko gremo ravno tako, tja nas odnesejo pravljice, tiste ta stare,
od naše ta šepave mravljice. In so začele z nekoč in nekje, so govorile in ure so šle. Vse so preletele. 9 gora, 9 voda in luna je ostala vrh neba. Povejmo majhno pravljico. Je volk pojedel mravljico in zdaj po črevcih cele dni ga zbada, pika in tišči. Mu mravljica ne da miru, ga ščipa, ščipa, še sem tu. In volk se trudi ves bolan, da bi pokakal jo na dan. Na tešče pije čaj grenak in brca v stran in brca v zrak. Namaka slive, je radič, pa ne pomaga čisto nič. Potem ga nekaj razsvetli, skesan, zaprtimi očmi priseže: mravljic več ne jem, dokler sem živ in še potem. To mravljici je silno všeč. Dosegla je veliko reč, saj ne le ona. Ves njen rod odslej živel bo bolj komot. Ko volk pomaga in zaspi, mu ven prileze med zobmi, pomaha in odcepeta in tu se pravljica konča. In tu se pravljica konča. Čudne čase živimo. Vse več mravljic protestira, vse več je nemira in nezadovoljstva, vse več je pritožb in krivic, laži, polresnic, kot bi vse smrdelo. Prevprašujem smisle, prevprašujem svoje delo. Vse to se je vrtelo v prvi črni mravljici in ne le v njej. Vseh 4. Navadno so kipele od idej, a zdaj, kako naprej? Pošteno, po rezilu noža, do obisti čisto, da se čisto pride v bolj razumne čase. Naj jih tkemo skupaj in vsak zase. Vsak lahko pomete, kjer še ni. In pomaga, da nam skupnost pozori. Štiri črne mravljice so plesale okoli ognja. Kres, kres, kres so ponavljane in v nemirne plamene metale storže. Iskre so letele v gosto noč. O, je rekla prva, ko bi nam ta ogenj dal posebno moč, utipalke, misli, glas, oči in roke, izrekale bi drobcene uroke in vse bi se zgodilo. Razblinilo bi se, kar je pokvarjeno in gnilo, in svet bi bil prijazen kraj. Poskušajmo kar zdaj, so rekle druge 3 in se prijele za ročice. Hitro, hitro, še hitreje, udarjale so v tla in šepetale med goreče veje. Naslednji dan pa se ni gost bleščal svetleje, se ni čez jase širil blažen mir, nihče ni nič posebnega opazil, nihče ni spraševal, se čudil, jih razkril. A v 4 črnih mravljicah je dozorelo, če gre več misli v isto zdravo stran,
lahko prikličejo svetlejši dan. Jutro se zbuja počasi, malo po malo, potem pa kar naenkrat je in z njim nov dan, je ugotovila prva črna mravljica. Od nekdaj so jo zanimali začetki. Dober začetek je pol posla, pol poti, nastavek za vse, kar sledi. Želim si torej dober dan, je rekla sama sebi, kajti vse naokrog je še spalo. Z nogami na tleh in z muzo nad oblaki, naj grem z iskrivimi koraki, naj diham celih pljuč in naj za vse, kar pride, najdem pravi ključ. Tako. To, iti z iskrivimi koraki, dihati celih pljuč in za vse, kar pride, najti pravi ključ, tega seveda ne želim samo sebi, ampak vsem nam, vsem vam. In no, upam, da so vam bile moje mravljice dobra družba in da vam bodo mogoče še kdaj. Hvala. Hvala, Ani. Zdaj pa bova z Anjo šli, se pravi, na stojnico Mladinske knjige, kjer bo Anja podpisovala 4 črne mravljice in tudi vse druge njene knjige. Vabljeni do tja.